imajo vedno dvojni obraz. Slika ni le umetniški objekt, slika je lahko tudi sen, ali pričara nam lahko dišave daljnih svetov, ali raj Adama in Eve. V sliki lahko postanejo pozabljeni spomini spet živi. Slika lahko kuje naše zavedanje v vseh odtenkih. Slika odpira naše oči in oblikuje naše predstave. Slika vzbudi lahko simpatijo ali pa antipatijo. Slike so hrana za dušo, kot pravi psihologija. Pomislimo na slike, ki so nastale brez naročila in so danes v muzejih. To je Rembrandtova slika Jezus v Emausu. Vprašanje, ali je umetnost lahko šansa za religijo? Ali je umetnost sredstvo, ki razvija človekove sposobnosti doživljanja transcendentalnega? Ali je možno, da bi se zgodilo, da bi človeštvo nekega dne ostalo brez vere in bi se človekovo bivanje zožilo zgolj na prazen cinizem? Umetnost je antinomija estetike in etike. Kdor etično živi, ima za nalogo osebnostno rast. Kdor živi estetsko, se prepušča slepilom in dopušča možnosti, da se kot človek prepušča danim možnostim in je raztresen. Umetnik lahko estetsko priredi grozote in jih zavije v estetsko gloriolo brez kakršnekoli odgovornosti do sveta. Možna je trditev, da je estetika sovražna do religije. Zakaj poznajo religije, kot so judovstvo, krščanstvo in islam, prepoved slike? Ali se ne skriva v sliki, besedi ali v zvoku neka demonska moč? Ali ni umetnost lahko tudi subtilen in zato nevaren instrument moči? Slike so za vero nenadomestljive. Umetnost ne dovoli redukcije zgolj na estetsko. Izhaja iz resničnega in ima vsebine resničnosti. Bistvo umetniškega dela je razkritje resnice. Pesnik Günter Eich je zapisal, da piše poezijo zato, da se lahko orientira v resničnosti. Cézanne pa je dejal, življenje moram čutiti in ga vrniti v njegovi resničnosti na platnu. Konec citata. Resnica v umetnosti ne pomeni odslikave resničnega. Prej bi lahko rekli, da je umetnost zato, da resnici pokaže njeno zrcalno podobo. Človekova naloga je, da se kot človek oblikuje in raste v svobodno osebnost. V oblikovanju sveta in obdajajoče okolice človek ustvarja in oblikuje kulturo in za njo tudi umetnost. Iz tega sledi, da umetnost ni luksus, temveč da je človekova in življenjska nuja. Za novejšo evropsko zgodovino dobijo slike nov zgodovinski kontekst, ki je na nov način vprašljiv. To je dokazljivo v mnogih različnih slikah človeških podob. Za obdobje renesanse so značilne podobe lepih ljudi, naprimer Michelangelov David. Nasprotje temu so naprimer podobe slikarja Hieronymusa Boscha in tudi Albrecht Dürer ni prizanašal določenim podobam človeka. Vprašanje, ki je se zgodilo v italijanski renesansi, to je prvo vprašanje, oziroma spoznanje, da je Bog vse ustvaril iz nič, oziroma oblikovalec lesenih žlic pa potrebuje za to orodje in kos lesa. To je v bistvu teza italijanske renesanse in florentinskega platonizma. Potem sledi drugo vprašanje, ali ne izhajajo antropološka vprašanja novejše zgodovine iz
antike in judovsko-krščanske tradicije. Tretje vprašanje. Kako je z molitvijo in čaščenjem pred podobami? Četrto vprašanje. Ali je podoba obravnavana z dovolj veliko resnostjo? Podoba je vendar fascinacija, ki človeka doseže. Podob imamo, če to hočemo ali nočemo. Človek mora do podob vzpostaviti svojo pozicijo. Dragi sestre, dragi prijatelji, to bo moja, upam, da ne predolga pripoved o tem, kako sem iskala sebe in svoj smisel v prostoru kulture, umetnosti in vere. Človek že kot otrok začuti neko nejasno zadovoljstvo in veselje, ko zasliši prvo otroško pesmico, zgodbo o živalih, pravljico. Pripadam narodu, ki je imel vedno zelo razvito izročilo pripovedovanja ob večernih druženjih, in če se danes skušam spomniti, katera je njegova posebnost, z ozirom, da poznajo vsi narodi to ustno izročilo zgodb iz davnine, ki so se pripovedovali skozi stoletja in se jim je vsakič nekaj novega dodalo ali odvzelo, je bil to nek posebno dramatičen način pripovedovanja na videz preprostih zgodb in dogodkov. Vsak prihod nekoga, njegove besede, njegov molk, vse je nosilo v sebi nek poseben pomen. Nič ni bilo običajno. V njem in vsem je bilo prisotno neko globlje občutenje, neka usodnost. In ista zgodba se je vedno pripovedovala na nek nov način. Pričakovalo se je, da je vsak dan nekaj svojega in spominjam se, da so te iste preproste zgodbe bile vedno drugačne. Takrat seveda nisem vedela, da je ta preprost in neuki narod začutil, da ima vsak, ki pripoveduje pravico do svoje lastne interpretacije. Imeli so izrazit smisel za dramatičnost, čeprav ni nihče izmed njih nikdar obiskal kakšnega gledališča. Še vedeli niso, da tam nekje v daljnem svetu nekaj takega obstaja. Lahko trdim, da so imeli neko svojo obliko teatra, čeprav se tega niso zavedali. In to zelo dobrega teatra, v njem je bilo združeno vse, neko zvišen, moralističen pogled na dogodke, poučnost in ne nazadnje kratkočasnost in veselje nad samim pripovedovanjem. Če danes pomislim, neka oblika spontanega gledališča vzetega iz življenja. Sicer v današnjem gledališču obstaja nekaj takega, mislim, se pravi, združitev običajnega gledališča z nečim, recimo etničnim, spontanim in se temu reče antropološko gledališče. Nekaj takšnih predstav sem si lahko pogledala, kar je Jana začela, bom pa prebrala ta uvod v Evangeliji. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog, ime mu je bilo Janez. Prišel je za voljo pričevanja, da bi pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi, ne iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta, kot edinorojeni sin, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical. To je bil tisti, o katerem sem rekel, kateri pride za menoj je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.
kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla pri Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl, edino rojeni Bog, ki biva v očetovem naročju, on je razložen.